Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Upam, da je za vami prijeten, praznično podaljšan vikend. Sedaj pa je čas za prvo novembrsko oddajo Zdravstveni nasvet. Nocoj se bomo posvetili boleznim ščitnice. V goste sem namreč povabila predstojnika oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor, primarja Ludvika Puklavca. Dober večer. Dober večer. Za začetek morda bi vas prosila, da malce razjasnite, kaj pravzaprav ščitnica je, kako izgleda, kje se nahaja in zakaj vse je odgovorna v našem telesu. Ščitnica je žleza z notranjim izločanjem, to pomeni, proizvaja posebne hormone, leži tukaj na vratu od spodaj, je relativno majhna žleza, podobna metuljčku. Kot sem že rekel, proizvaja ščitnične hormone, ki so zelo pomembni pravzaprav za vse celice v našem telesu. Ščitnični hormoni uravnavajo metabolizem, presnovo vseh celic našega telesa in če je teh preveč, potem je presnova pospešena, če je hormonov premalo, je presnova zmanjšana, tako da jih mora biti ravno prav. Kateri pa so tisti značilni simptomi, ki lahko nakažejo, da je z delovanjem naše ščitnice pa nekaj narobe? Kateri so najpogostejši? Pri motnjah delovanja ločimo hipotirozo, kjer je delovanje ščitnice preslabo oziroma ščitnica proizvaja premalo hormonov, in pa hipertirozo, to je prekomerno delovanje ščitnice, kjer je ščitničnih hormonov preveč. Klinična slika teh obeh funkcionalnih motenj je pravzaprav ravno nasprotna. V primeru preslabega delovanja ščitnice je tak bolnik upočasnjen, pojavljajo se otekline, utrujenost, izpadanje las, zaprtje, takšni simptomi. Medtem ko pri prekomernem delovanju ščitnice so pa simptomi ravno obratni. Takšen pacient je hiperaktiven, hujša, ima pospešeno prebavo, pogosto izpadanje las, je prav tako utrujen, srce mu hitro bije, močno se znoji, ne prenaša dobro vročine in še več je pravzaprav simptomov, ki pa niso vsi vedno enako izraženi. To je odvisno predvsem od tega, v kateri fazi pravzaprav bolezen ujamemo. Kadar je klinična slika že zelo močno razvita, se pravi, da bolezen traja dalj časa, takrat je potem tudi ta nabor vseh simptomov bolj bogat. S katerimi boleznimi ščitnice pa se nekako najpogosteje srečujete pri svojem vsakdanjem delu? Najpogostejša je pri nas golšavost pravzaprav. Gre za degenerativne spremembe na ščitnici, ki nastanejo zaradi pomanjkanja joda. V tem našem srednjeevropskem območju imamo premalo joda in gre samo za povečane ščitnice oziroma v njej se tvorijo vozlički. Te golšavosti je relativno dosti, ocenjujemo, da nekje približno 20% Slovencev ima golšavost, ima golšo. Včasih jo odkrijemo naključno, kadar je pa ta golša velika, se pa vidi že od daleč pravzaprav. Ni pa nujno, da ima kakšne funkcionalne motnje. Golša je običajno, funkcija ščitnice je normalna in zaradi tega pravzaprav tudi nima nekih posebnih težav takšen bolnik z golšo. Razen kadar je golša res tako velika, da začne pritiskati na okoljne strukture v vratu, kot je požiralnik, sapnik, takrat se potem pojavijo motnje požiranja, občutek dušenja, moti jih recimo že zapet gumb na srajci, takšni simptomi. Potem druga po pogostnosti je avtoimuna, tako imenovana avtoimuna hipotiroza, kjer gre za kronično vnetje ščitnice. Le to vnetje potem povzroči propadanje ščitničnega tkiva in posledično vedno manj proizvodnje ščitničnega hormona. To je relativno pogosta bolezen, ki jo je pa relativno lahko zdraviti.
Namreč ščitnični hormon lahko nadomeščamo v obliki tablet. Tretja po pogostnosti je pa avtoimuna hipertiroza, kjer pa pride prav tako do vnetja, do vnetnih sprememb in prekomernega delovanja ščitnice. No, tudi to bolezen zdravimo z zdravili, ki pa zavirajo delovanje ščitnice. To so torej 3 najpogostejše bolezni ščitnice, Tako s je. katerimi se nekako srečujete. Tako je. Zdaj pa me zanima to, katere preiskave so vam v pomoč pri samem diagnosticiranju? No, poleg kliničnega pregleda, se pravi pregleda bolnika, se poslužujemo laboratorijskih preiskav, odvzem krvi, s katere potem določimo ščitnične hormone v krvi, včasih tudi dodatne laboratorijske preiskave, kot so ščitnična protitelesa, ki nam pojasnijo vzrok bolezni. Osnovna preiskava je tudi ultrazvočna preiskava ščitnice, s katero opredelimo samo obliko, morfologijo ščitnice. Redko kdaj uporabljamo še scintigrafijo ščitnice, to je posebno slikanje s pomočjo radioaktivnega izotopa, kjer si pa prikažemo delovanje posameznih predelov ščitnice. Domnevam, da je ta preiskava še bolj natančna. Ne gre toliko za natančnost, gre bolj za oceno funkcionalnega stanja. Namreč nekatere patološke spremembe na ščitnici, kot je na primer rak, povzročijo okvaro funkcije tistega predela, kjer se ta rak razvija, in nam potem pač ta preiskava da neke dodatne informacije. Pa če se morda še malce ustaviva pri nepravilnem delovanju ščitnice, kot ste že prej omenili, hipertirozo in pa hipotirozo, na kaj vse lahko vplivata ti 2 bolezni? Ja, pravzaprav na celotno telo, ne. Če imamo ščitničnega hormona premalo, je, kot sem že prej omenil, presnova vseh naših celic upočasnjena in zaradi tega pride tako do sprememb, do okvar na srcu, na koži, na laseh, prebavnem traktu. In obratno, tudi kadar je seveda tega hormona preveč, so lahko vsi ti tarčni organi ravno tako prizadeti. Namreč srčna akcija se pospeši, sam minutni volumen srca se poveča, kar pomeni, da bolnik, recimo, ki ima že okvarjeno srce, lahko bolj čuti svoje težave ali pa jih začne čutiti šele, ko pride do tako imenovane hipertiroze oziroma povečanega delovanja ščitnice. Tudi na primer angina pectoris se lahko pojavi pri bolnikih, ki imajo zožene koronarne arterije, ali pa motnje srčnega ritma so zelo pogoste. Tako da diferencialna diagnostika pravzaprav pri bolnikih, ki imajo težave s srcem, mora vključevati tudi pomisel na to, da je morda pa odzadaj še ščitnica bolana in je potrebno te ljudi vedno napotiti vsaj na določitev ščitničnih hormonov. Bi lahko rekli, kje se pravzaprav skrivajo vzroki za nepravilno delovanje ščitnice? Ja, vzroki so najpogostejši avtoimunske bolezni. To se pravi, to so bolezni, kjer pride do tvorbe nekih protiteles v samem organizmu, v našem telesu, ki napadajo našo lastno ščitnico. Zakaj do tega pride? V glavnem so to dedno pogojene bolezni, se pravi, podedujemo nagnjenost k ščitničnim boleznim, nagnjenost k tvorbi teh tako imenovanih protiteles. Kdaj se bo pa bolezen pojavila, če imamo to nagnjenost, pa pravzaprav nikoli ne vemo, ne. Namreč potrebni so tudi sprožilni faktorji, to so pa dejavniki okolja. Pogosto je to stresna situacija, ki sproži začetek bolezni. Pogosto so pa tudi vzroki, ki jih pravzaprav ne poznamo še čisto.
Že prej ste menili, da zdravljenje poteka z medikamentno terapijo, pa me zanima, ali je v večini primerov potrebno jemanje zdravil doživljenjsko? Kadar gre za pomanjkanje ščitničnih hormonov, se pravi pomanjkljivo delovanje ščitnice, takrat je običajno zdravljenje doživljenjsko. Ščitnične hormone moramo jemati, če se nam ščitnica iztroši praktično do konca življenja, s tem, da zaradi tega življenje ni nič slabše, bi pa bilo bistveno manj kakovostno, če teh hormonov ne bi jemali. No, pri prekomernem delovanju, se pravi pri hipertirozi, pa je zdravljenje začasno. Največkrat nam uspe to bolezen umiriti najkasneje v roku leta do 2 let. Če nam to ne uspe s pomočjo zdravil, potem imamo na razpolago še druge vrste zdravljenja, kot je recimo operacija, ščitnico lahko tudi operativno odstranimo, ali pa zdravljenje z radioaktivnim jodom. Omenili ste torej zdravljenje z radioaktivnim jodom. Kako pravzaprav to poteka? Kako to bolniki lahko zaužijejo? Bolnik to zaužije pri nas na našem oddelku. Ta radioaktivni jod je v obliki kapsule, ki jo bolnik popije. Zadeva poteka ambulantno, se pravi po samem zaužitju kapsule gre domov. Ta radioaktivni jod se v ščitnici nabere. Ščitnica je namreč edini organ, ki kopiči jod. Jod je namreč potreben za sintezo ščitničnih hormonov in ta radioaktivni jod se potem v ščitnici nabere, jo obseva, jo zmanjša. Običajno zmanjša tisti del, kjer se tvori preveč hormona in velikokrat je s tem pravzaprav zadeva končana. Lahko pa seveda ščitnico malo preveč obsevamo, kar se nam pogosto dogaja, pa ni nič hudega, ker potem pač nadomeščamo tisti manjkajoči hormon spet v obliki tablet. Da se spet doseže neko ravnovesje. Tako je. Ja. Kaj se pa zgodi, če zdravljenjem odlašamo? Bi lahko rekli, da sami sebi na tak način škodujemo? Se morda pripojijo še kakšne druge diagnoze? Prav gotovo. Če bolnik za motnjo ščitnice ni zdravljen, se, kot sem že prej omenil, lahko poslabšajo srčne bolezni, lahko se poslabša sladkorna bolezen, lahko pride do določenih motenj, tudi duševnih motenj, recimo depresija je pogosta pri hipotirozi. Tako da je pomembno imeti uravnano ščitnico. Že prej ste omenili, da včasih pride v poštev tudi operacija oziroma odstranitev ščitnice. Morda še enkrat ponoviva, kdaj se lahko to zgodi? No, ščitnico je seveda potrebno odstraniti pri raku, ne. Kadar gre za rakasto bolezen ščitnice, takrat se ščitnica v celoti odstrani operativno in se potem še dodatno zdravi z radioaktivnim jodom, s katerim poskušamo uničiti morebitne zasevke tega raka drugje po telesu. Pri benignih golšah pa se odločimo za operacijo, kadar so te golše tako velike, da pritiskajo na okoljne organe, predvsem požiralnik. Takrat se pojavijo motnje požiranja in je zaradi tega potem potrebno ščitnico odstraniti oziroma vsaj zmanjšati, vsaj delno odstraniti. Ali po tej operaciji sledi dolgotrajna rehabilitacija? Ali zadeva ni tako kočljiva? Rehabilitacija je relativno kratka. Mogoče v mesecu dni se pravzaprav sama pooperativna rana oziroma brazgotina umiri. Je pa običajno po taki operaciji potrebno skoraj vedno jemanje ščitničnih hormonov. Doživljenjsko? Doživljenjsko. Bi lahko rekli, da imajo morda še kakšne specifične težave ljudje po odstranitvi ščitnice ali se... Zelo redko se pride do okvare glasilk oziroma pri sami operaciji se lahko poškoduje živec, ki oživčuje glasilke. Kajti ta živec leži zelo blizu, tik za ščitnico in če kirurg ni zelo previden pri sami operaciji, lahko pride do poškodbe tega živca. To je ena taka možna komplikacija, katere posledica je hripavost, hripav glas. Kakšnih posebnih
težav po operaciji pa največkrat ne opažamo. Bi lahko opredelili, ali za boleznimi ščitnice pogosteje zbolevajo moški ali ženske? Je to nekako vezano na spol? Kakšne so vaše izkušnje? Ja, absolutno je vezano na spol. Pogosteje obolevajo ženske, in sicer je razmerje ženske moški približno 4:1, kar povezujemo, da so te bolezni ščitnice povezane tudi z ženskimi spolnimi hormoni, z estrogeni, ki imajo očitno delovanje na samo ščitnico tudi in nekako predisponirajo k tem boleznim. Kdaj statistično gledano pa se najpogosteje začnejo pojavljati bolezni ščitnice? Že v ranem otroštvu ali kasneje? Zelo redko. Najpogosteje med 30 in 50 letom. Seveda tudi pri otrocih se včasih pojavljajo bolezni ščitnice, ki pa so redke. Jih pa opažamo tudi v poznem življenjskem obdobju, tudi pri starostnikih. Recimo hipotiroze niso tako redke, zato je potrebno včasih pomisliti pri starostniku, ki je nekako postal neaktiven, upočasnjen, da mogoče le ni samo starost kriva pomanjkanju aktivnosti, ampak je lahko odzadaj tudi bolezen ščitnice. Ali vi priporočate samo pregledovanje ščitnice? Kako bi se naj le to pravilno izvajalo? Predvidevam, da s tipanjem vratu ali laiki smo sploh lahko temu kos? No, zdrave, normalne ščitnice pravzaprav ne otipamo. Je ne moramo tipati. Zatipamo lahko vozličke oziroma noduse, ki se pojavijo v ščitnici. Te so lahko na otip trdi, čvrsti, boleči. Kadar so takšni, takrat priporočamo čimprejšnji obisk zdravnika, ker so lahko sumljivi na raka. Če so pa ti nodusi nekako bolj mehke strukture, ne boleči, potem pa običajno se ne mudi s preiskavo. Potem gre največkrat za benigno golšo, ki je, kot sem že prej omenil, zelo pogosta v tem našem srednjeevropskem prostoru. Pa morda še kakšna beseda o raku ščitnice, že prej ste ga omenili. Sama sem zasledila podatek, da velja za izredno redko obliko raka in spada tudi med najmanj smrtonosne. Je to res? Pa zakaj je temu tako? Raka ščitnice je približno 1% od vseh rakov. To pomeni, da ga v Sloveniji odkrijemo vsako leto nekje približno 130 do 140 primerov. Zdaj pa imamo različne histološke tipe, ki tudi različno hitro rastejo. Večina tega ščitničnega raka so takšni histološki tipi, ki so počasi rastoči, zelo počasi zasevajo. Tudi če zasevajo, pravzaprav ne rastejo agresivno te metastaze in se ga da z operacijo in z zdravljenjem z radioaktivnim jodom lepo ozdraviti. Obstaja pa ena vrsta raka ščitnice, ki pa se imenuje anaplastični karcinom. To pa je ena najhujših oblik raka pravzaprav. Na srečo je izjemno redek. Ta pa raste tako hitro, da ga skoraj vidimo. In ta je izjemno agresivna oblika raka, ki praktično tudi z vsem zdravljenjem ga ne moremo ozdraviti. Pa tudi za rakom ščitnice pogosteje obolevajo ženske? Tudi za rakom pogosteje obolevajo ženske. Tudi tu je razmerje približno 4:1 ženske moški. Kako pa je sicer s številom obolelih za boleznimi ščitnice v Sloveniji in po svetu? Je zadeva v porastu? Se bolezni ščitnice pojavljajo v vseh kotičkih našega planeta? Ja, bolezen se pojavlja v vseh kotičkih našega planeta, s tem, da je pa seveda incidenca različna. Namreč v področjih, kjer je dovolj joda v vodi in v zemlji, torej posledično tudi v prehrani ljudi, je predvsem manj golšavosti. V evropskem prostoru je
premalo joda v vodi in v zemlji in zaradi tega ga premalo zaužijemo. No in zaradi tega so se tudi večina evropskih držav že pred desetletji odločile za jodiranje soli. Kuhinjska sol, pravzaprav, ki jo uporabljamo vsakodnevno, ki jo vsak uporablja, ima dodan ta jod in če le uporabljamo kuhinjsko sol v nekih normalnih količinah, potem bomo joda imeli dovolj. Tu bi mogoče opozoril, nekateri v zadnjem času zelo radi uporabljajo himalajsko sol, ki seveda ni jodirana. Nič ni narobe, če jo uporabljajo. Priporočam pa, da kdaj posežejo tudi po naši domači ali morski ali kameni soli. Seveda pa je jod možno najti tudi v drugih nekaterih vrstah hrane, predvsem v morski hrani, ribah, morskih sadežih, nekaterih stročnicah, tako da pravzaprav samo pomanjkanje joda največ ne bi bilo problem. Tako da tudi s pravilno prehrano v tem primeru lahko nekako reguliramo ščitnico oziroma jo usmerjamo v tire pravilnega delovanja. Tako, preventivno delujemo z pravilno prehrano. Seveda pa zna biti jod tudi problematičen. Namreč pri bolnikih s hipertirozo takrat pa ne maramo preveč joda, ker ta lahko samo še poslabša celo zadevo. Zato tam pravzaprav z zdravili blokiramo privzem tega joda v ščitnico. In obstaja ena zdravila, ki imajo relativno veliko količino joda, in sicer so to zdravila za zdravljenje srčnega ritma, imenujejo se Cordaron. Pri bolnikih, ki prejemajo Cordaron, priporočamo, da se vsaj 2-krat letno dajo določiti ščitnični hormoni, ker pogosto prihaja do funkcionalnih motenj ravno zaradi preveč joda. Ki ga zaužijajo. Ja. Kako pa je bilo z boleznimi ščitnice v preteklosti, pa tudi zdravljenjem? Lahko rečemo, da v zadnjem času nekako opažate večji napredek pri učinkovitosti zdravljenja kot nekoč? No, predvsem je bilo včasih več golšavosti, ko ni bilo te jodne profilakse, torej jodiranja soli. Takrat so bile predvsem te golše dosti večje, kot so danes, in takrat je bilo dosti več operacij. Danes kirurgi pravzaprav bolj redko operirajo ščitnico. Kar se pa tiče zdravljenja z zdravili, pa je to že nekje, bom rekel, zadnjih 50 let približno več ali manj enako. V Sloveniji obstaja tudi nekaj društev, vsaj za dve vemo, za pomoč obolelim na ščitnici. Pa me zanima, ali tudi vi takšno združevanje bolnikov s podobnimi težavami nekako pozdravljate, spodbujate svoje paciente. V mislih imam društvo Metuljčica, pa tukaj v mariborski regiji je torej še nekako aktualno društvo Moja ščitnica, je tako? Ja, tako je. Mislim, da so društva bolnikov vedno pozitivna stvar, tako kot vsa ostala društva, društva srčnih bolnikov, društva diabetikov in tako naprej, ker tu pravzaprav najdejo ljudje neke informacije, mogoče lažje, hitreje, kot bi jih sami iskali. Čeprav danes je obdobje interneta, pravzaprav informacij ni težko dobiti. Je pa mogoče tudi ena spodbuda strani ostalih pacientov, velikokrat tem bolnikom nekaj pomeni. Tako da eni se pridružujejo tem društvom, drugi spet ne. To je pač individualno, kakor kdo želi. Kot sem omenila že uvodoma, ste predstojnik oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor, ki je razdeljen v 3 funkcijske enote. Katere, pa morda še beseda o tem, s čim vse se ukvarjate na vašem oddelku? No, poleg ambulante za bolezni ščitnice imamo pri nas še laboratorij, kjer
določamo ščitnične hormone, tudi še nekatere druge. Laboratorijske preiskave izvajamo recimo za alergene, serumske alergene. In pa imamo pa še relativno velik oddelek za scintigrafsko diagnostiko, kjer pa se ukvarjamo z slikovno diagnostiko spet različnih organov, od srca, okostja, možganov in tako naprej, s pomočjo tako imenovanih radiofarmakov oziroma radioaktivnih izotopov, ki jih potem apliciramo pacientom in slikamo porazdelitev teh izotopov v telesu. Pa bi lahko rekli, da se na vašem oddelku veliko ukvarjate tudi z raziskovalno dejavnostjo? Odkrivate kaj novega na področju nuklearne medicine? V preteklosti smo se nekoliko več ukvarjali z raziskovalno dejavnostjo. V zadnjem času smo malce hendikepirani, namreč zaradi pomanjkanja aparatur. Za nuklearno medicino rabiš predvsem dobre in sodobne aparature, ki jih že nekaj let pravzaprav nismo obnavljali in je zaradi tega tudi težko iti naprej v korak s časom na znanstveno-raziskovalnem področju. Pa bi vseeno lahko rekli, da se lahko kosamo s tujino na tem področju? Vsekakor. Vsekakor v Sloveniji imamo relativno dobro nuklearno medicino, tudi sodelujemo mednarodno, najbolj z našimi sosedi, Avstrijci, Hrvati, Italijani. Imamo pa tudi strokovnjake v Evropskem združenju za nuklearno medicino, ki se enakovredno sodelujejo v teh Evropskem združenju, strokovnem združenju za nuklearno medicino. Kaj pa med našimi mladimi zdravniki? Je dovolj zanimanja? Žal med mladimi zdravniki ni veliko zanimanja za nuklearno medicino, verjetno zaradi tega, ker jo premalo poznajo. Žal je zelo malo izobraževanja o tem na medicinskih fakultetah, tako na ljubljanski kot na mariborski. Kljub temu pa smo v zadnjih letih pridobili 2 mladi zdravnici, ki sta se odločili za izobraževanje, za specializacijo iz nuklearne medicine, tako da nam nekako za prihodnost se nam ni treba bati. No, me veseli. Primarij Puklavec, jaz se vam iskreno zahvaljujem za prijeten klepet. Jaz verjamem, da ste podali veliko zanimivosti. Osrednja tema je vsekakor bila bolezni ščitnice in prepričana sem, da so tudi naši gledalci in gledalke izvedeli kaj novega in morebiti bodo tudi ob simptomih, ki ste jih prej poudarili, nekoliko še bolj pozorni, če se slučajno pripetijo ravno njim. Najlepša hvala za obisk. Hvala tudi vam. Takole, še enkrat ponavljam, da smo nocoj govorili o boleznih ščitnice, saj sem v studiu gostila primarja Ludvika Puklavca, predstojnika oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor. Že sedaj pa vas vabim v našo družbo tudi prihodnji teden ob istem času na istem televizijskem kanalu, ko bomo spet vzeli pod drobnogled kakšno aktualno tematiko s področja zdravstva. Bodite z nami in ostanite zdravi in nasmejani. Srečno!